Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Tromblon regate v Piranskem zalivu, kot kaže, vendarle ne bo. Hrvaški polkovnik v pokoju, ki naj bi jo organiziral skupaj z domačimi in slovenskimi veteranskimi združenji, oboji so sicer sodelovanje zanikali, je včeraj za hrvaške medije dejal, da je utrujen in da je Hrvaški že dal vse, kar je lahko. Morda bi mu moral slediti tudi kak aktiven politik pri nas. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. V včerajšnji oddaji smo pomotoma objavili 4. namesto 5. odstavka 22. člena Zakona o političnih strankah, na kar je že v oddaji opozorila naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Danes objavljamo pravilno besedilo. Kot lahko vidite na ekranu, naj bi bil sporen predvsem predzadnji stavek. Za neljubo napako se gledalkam in gledalcem seveda iskreno opravičujem. Zdaj pa pojdimo k današnji debati. Danes bomo za vas komentirali bodoča voditelja, zakaj mladi ne volijo in kakšna bo prihodnost Evrope z mladima političnima upoma. V zadnjem delu oddaje pa gremo po medaljo. Rokometaši v soboto začenjajo boje na Evropskem prvenstvu. What you think I got chrome and paint? Bitch, what you drink? I got chrome and paint. Smoking that thing. Dance on paint. Street light. Dance on get a nigga home. You can die in these streets all alone. Am the wrong nigga, too fucking grown nigga to go for that nigga. I ain't your whole nigga. I got my head trigger. I am the dome splitter, the deep sea sniper. You got the wrong nigga. Zakaj mladi ne volijo, kakšna bo prihodnost Evrope in kako je biti mlad v politiki, se bomo pogovarjali z našima gostoma, mladima političnima upoma. Julijo Humar, mednarodno sekretarko Mlade Slovenije podmladka NSI, ter Luko Pečarjem Pahorjem, članom predsedstva Mladega foruma podmladka SD. Toplo pozdravljena. Pozdravljeni, živijo. Julija, Luka, kako se počutite v oddaji? Dobro. Odlično. Vse pa moja sva oba navajena televizije, tako da nama ni problem. No, me veseli. Luka, ti si verjetno prišel peš v oddajo? Ja, tako kot sem bil navajen hoditi med kampanjo, sem se odločil, da primeš fakultete kar peš danes. No, vidiš, evo. Julija, tebe so pripeljali. Ja, mi imamo v stranki... Dami pritiče. Tako, mi imamo v stranki taksiste, tako da zaposlene in nas pripeljajo. Evo, direktno na naslov. To se mi zdi kar v redu. Julija, če mogoče začnemo s tabo. Na tej fotografiji, ki jo bomo zdaj videli, te vidimo v družbi predsednika Evropske ljudske stranke. A nam lahko malo poveš v bistvu, kako izgleda tvoje udejstvovanje v politiki, glede na funkcijo, ki jo upravljaš in tako naprej? Torej, v lanskem letu smo imeli kongres Mlade Slovenije. Bila sem torej izvoljena za mednarodno sekretarko. Se že dolga 4 leta v bistvu ukvarjam z mednarodno politiko. Velikrat kakšni očitajo, ja, da to je politični turizem. To ni politični turizem. Zakaj ni? No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Zakaj to ni politični turizem? Ne, jaz pa lahko recimo že predvidam, ne, lahko kar odgovorim. Zakaj to ni politični turizem? Poglejte, zakaj ni? Mi dejansko se srečujemo z potencialnimi voditelji, že recimo podmladek Evropske ljudske stranke. Ne? Imamo kongrese, pripravljamo resolucije. Mi, ko se dobivamo, mi pletemo vezi. No, tukaj si celo že z obstoječim voditeljem, ne? Se pravi, ne sam s potencialnim. Tako. Če bi pokazali sliko kakšnega mlajšega, ne, recimo, če bi pokazali sliko z mladim voditeljem v Avstriji, bi ti lahko komentirala, ne, da evo, to je ta dodana vrednost mednarodnih dogodkov. In kaj to pomeni? Recimo, bi imeli težave Slovenija, Avstrija, ne, ko je bil še zunanji minister, če je bila jaz tudi funkcionarka, se pokličeš, znaš spogajati v dobro svoje države veliko lažje s človekom, ki ga poznaš, kot pa ne. In to je ta umetnost. Mimogrede, a si mogoče na Hrvaškem s kakšnim spletla kakšne posebne stike, ker zdaj imamo bolj probleme s Hrvaško, kot pa z Avstrijo. Zdaj tako, zadeva je taka, ne, jaz sem bila v Evropskem parlamentu, dejansko sem zlobirala in so me Hrvati vzeli, se pravi HDZ, Dubravka Šuica, ona je, reče, voditeljica te skupine, delegacije v EPP. Njihove poslanske, ja. Tako. Ja, sem dejansko zlobirala in so me vzeli, ne, in tako da sem pri njih delala, se pravi, imamo te vezi
televiziji so dali možnost Slovenki, ki so rekli, pa zašto bi mi dali šansu Slovenki, ako imamo 500 ljudi, koji čekajo v HDZ mladih. Ne? Se pravi, so pripravljeni na... Ne? No, jaz upam, da gospod Karel Erjavec gleda, zunanji minister, in da te bo kaj poklical. Jaz tudi. Evo, Luka, da nam nož zaspal, ti si pa na tej fotografiji z velikim upom evropske levice, ne, Jeremyjem Corbynom, voditeljem britanskih laboristov. Ti se pa greš nek projekt Euroversal, a nam lahko več poveš o tem? Ja, tukaj sem se srečal z predsednikom laboristične stranke v Britaniji in sva izmenjala par besed o projektu, ki se mi zdi zelo pomemben za prihodnost Evrope. In temu projektu se reče Euroverzalna iniciativa. Zakaj je euroverzalna? Zato, ker se mi zdi, da je trenutno Evropa v nekem razpotju. In to razpotje je takšnih razsežnosti, da bodo posledice tega, kar se bo zdaj zgodilo v Evropi, se bodo čutile generacije po tem, ko bo že končan diskurs. In kaj točno se bo zgodilo, po tvoje? Ne želim si, da bi Evropska unija razpadla. Želim si, da ostane skupaj, povezana, enotna, zaradi vrednot, ki bi morale to unijo napajati. In ta euroverzalna mentaliteta je točno to. Euroverzalnost pomeni, da se želimo vrednote, kot so mir, spoštljivost, varnost, socialna varnost, neka solidarnost, da se bodo to tiste vrednote, ki bodo v prihodnosti gradile to politično strukturo in ne bo obstajala samo zaradi nekih birokratskih potreb. Sedaj mogoče v Evropi živimo 27 različnih življenj, 27 različnih kakovosti življenja. In tista vrednota, ki mora biti euroverzalna, je kakovost življenja. In to s tem mislim, da zagotovimo v Evropi neko skupno kakovost življenja. Razumem, kako ti se nate pustil Jeremy Corbyn? Je on tak človek, da bi lahko pomenil bi rekel, nekega liderja levice, ki bi recimo tudi na evropski ravni več povlekel ali ne? Moram reči, da Jeremy Corbyn je, kratek pogovor, ki so ga imela z Jeremyjem, je vseeno pustil name vtis neke volje. Volje do tega, da imamo neko možnost za napredek. In to je bilo dovolj zame. Dalo mi je energijo in mi je dalo upanje za to, da lahko enkrat živimo bolje. To je bil ta kratek pogovor in mi je bil zelo, zelo inspirativen. Ok, Julija, se ti strinjaš, kaj bo zdaj, kako je tvoje videnje recimo prihodnosti Evrope, kako se pri vas v Ljudski stranki oziroma pri vas v Novi Sloveniji, tle v Sloveniji do tega nekako opredeljujete? Mi smo definitivno proevropski, smo optimistični, čakamo torej naslednje leto volitve 2019 in seveda Evropska ljudska stranka, več ko bo poslancev izvoljenih z držav članic, v EPP močnejša bo, se pravi ta krščanska demokracija, na katerih je tudi temelj Evropske unije, tako Schuman, kot tudi ostali, Konrad Adenauer, ki so postavljali te temeljne, ne, se pravi EPP je tista vodilna politična skupina, ki vodi, po mojem mnenju in mnenju večine, glede na to, koliko ima poslancev, tisto pravo pot, proevropsko pot. Se pravi, odločilne bodo volitve v 2019 in potem, ko bomo videli celostno, kakšen bo procent, potem upamo tudi po državah članicah, da bodo voditelji seveda iz EPP skupine. Ne. Imamo zelo dober primer, sosedna Avstrija, najmlajši kancler, voditelj države članice Evropske unije. Ja, sem opazil, da ti je Sebastian Kurz posebej prirasel k srcu. Ja, no, mislim, se razumemo, poznate se tudi to, vem, jaz sem videl. Vse poznamo, tako da... Računamo na izboljšanje odnosov z Avstrijo. Evo. Definitivno. Luka, a se ti strinjaš s tem, kar je Julija povedala? Zdaj tako zgleda, kakor da je game is lost za vas že drugo leto. Jaz bi rekel, da tisto, kar bo res pokazalo, zakaj Evropska unija še vedno obstaja in zakaj bi morala obstajati, je to, če bomo znali slehernemu človeku povedati, kako to pozitivno vpliva na njegovo kvaliteto življenja. In če bo sam to videl, ker je prihodnost... Misliš, da se to da? Zdi se mi, da je to ključno za to, da bo Evropska unija na dolgi rok sploh obstajala. Zato, ker vsi nekaj silijo ali v razpad, ali pa v bližnje povezovanje. In naslednja stopnja, ki jo omenjajo, je politična unija. Jaz vem in jaz mislim, da bo politična unija možna le, če bo ta želja in ta volja za to, da taka nacionalna, ne narodna, nacionalna struktura pride samo od ljudi.
Ampak, ko se vidva srečujete z vajnimi vrstniki, ne, a njih to sploh zanima, mislim, te teme, te debate, ali vajo malo tako gledajo, kot ena, dva čudaka, ki se tam ukvarjata z nekimi stvarmi, ki niso za enega v vajnih letih sploh pomembne mladostnika? Zdi se mi, da jih želimo, vsaj jaz želim svoje prijatelje vedno bolj uspodbuditi, mogoče motivirati v to, da ne da se vključijo v odločevalni proces, ampak na začetku samo povejo, da jim ni vseeno za svojo prihodnost in za prihodnost Evrope. To je lahko tudi do mesečne politike. Tudi za Slovenijo nam ne sme biti vseeno, kaj se bo zgodilo in kako bo naša politika napredovala. Motivator si verjetno dober, glede na to, da si očeta prepričal, da peš prehodi Slovenijo, ne? Pol imaš neke prijeme, imaš očitno dobre. Julija, kaj pa ti, recimo, ko se srečuješ z vrstniki, vrstnicami, kolegicami, kako to izgleda? Zdaj, tako, če pogledamo, oba sva na fakulteti za družbene vede, definitivno večina, 80% vsi trije smo bili, tega nisi glih rabila povedati, ne, ampak okay. Verjetno nihče ni popoln. Smo torej v krogu ljudi, ki jih zanima družboslovje, tako da posledično definitivno nas te zadeve Evropa, politika zanima. Medtem, ko je pač problematičen procent ljudi, ki so na naravoslovnih fakultetah, verjetno je težje tudi priti do njih in jim razlagati ta vidik, kako pomembno je, ne vem, politika, razumeti Evropo, biti proevropski in podobno. Tako da jaz mislim, pač te, ki se gibajo okoli mene, ljudje v političnih podmladkih, definitivno so bolj dovzetni do razumevanja Evrope. Ampak kaj pa recimo, ko greš ven, pa hočeš, ne vem, kakšnega prijetnega mladega moškega spoznati, pa te vprašaš, čim se ukvarjaš, kaj rečeš, zdaj povej po resnici. Ja, čisto iskreno povedano, ko povem, da sem iz Nove Slovenije, krščanski demokrati, so navdušeni. Ja, pa veste zakaj? Navdušeni so zato, ker dejansko čakamo, da ti povedala. Je to stranka brez afer in me nikoli, v bistvu me poslušajo, kaj počnem. To je zdaj v Sloveniji, ne, razumem, ampak kaj pa v tujini recimo, kaj pa tam rečeš? Mislim, povem, da sem pač iz, se pravi, stranke, kjer prevladuje glavna vrednota oziroma vrednote krščanske demokracije in potem zapeljemo pogovor naprej. Zdaj pa spet odvisno, katera država, ne? Okay, dobro. Tisti, ki so bolj odprti. Imamo še nekaj, Luka, ti si hotel nekaj dodati? Ja, spraševal ste o temu. Jaz ne bom rekel, da kolegi iz naravoslovnih fakultet ali pa iz drugih fakultet ne razmišljajo o politiki. Mogoče jim teh problemov samo politika sama ne zna dovolj lepo predstaviti. Zdi se mi, da ima vsak mlad človek mnenje, zaradi katerega je sposoben delovati v nekih političnih strukturah. Smo v demokraciji, demokracija je ekipen šport in zdi se mi, da na nobenega ne smemo pozabiti. Ne glede na to, ali ima znanje iz politike ali nima znanje iz politike. Tukaj je potrebno to doseči, da bo imel sleheren človek v Sloveniji svoj glas in ga bomo znali poslušati. In to velja za mlade in mlade po srcu. Imamo še nekaj minut do prvih oglasov, pa bi vaju takole vprašal, kako pa vidva mislite doseči, da bo recimo ta vajina generacija se bolj množično udeleževala volitev? Vemo, da je to problem v Sloveniji in tudi drugje. Ja. Če lahko jaz začnem. Rekel bi mogoče, da zdaj nekako, pa ne samo med mladimi, ampak tudi med mladimi, mogoče ne prevladuje v Sloveniji nek dvom do tega, da je napredek možen in da lahko vplivajo na nek odločevalski proces. Zdi se mi, da takrat, ko se bomo pogovarjali o stvarih, ki so za mlade relevantne, ki se mladih tičejo, in jim razložili to z besedami, ki jih bodo razumeli, ki jih bomo razumeli, bo vključenosti veliko več in bo volja narasla, dvom pa padel. In tukaj je tisto, kjer jaz vidim res možnost za napredek. Zato, ker če volje za napredek ne bomo imeli, potem kot družba in kot demokracija bomo težko napredovali. Julija, kje so tiste stvari, ki so pomembne za mlade, to, o čemer Luka govori? Kaj bi dala na top, na vrh agende? Prva stvar, zdaj, ko bojo parlamentarne volitve v Sloveniji, jaz zelo podpiram stranke, ki bo dale čim več mladih na liste, na kandidatne liste. Tudi recimo naša stranka Nova Slovenija je do tega zelo dovzetna, za kar smo mladi seveda tudi zelo veseli. Se pravi, mlad človek definitivno privlači mladega volilca. Že zato, ker gledaš starostno, me razume. Ne? Se pravi, volivec, ko gleda recimo neko oddajo, ona, ker je mojih let, me bo razumela. Se pravi, jaz gledam, če gledamo v prihodnost vodenja. Kaj pa teme, ki bi privlačile ljudi? Recimo, mlade ljudi na volitve?
Aha, karkoli bi jim spostavili, misliš na volitvah? Ti mladi, če bojo izvoljeni, če bojo prišli na listo, pa bojo izvoljeni, s čim bojo oni se ukvarjali? Veš, jaz sem že v letih, pa zdaj sprašujem iskreno, ker me zanima, kaj je zdaj vam pomembno. Dava en primer, poenostavili bomo volilni sistem, bomo šli na digitalni sistem, varianta e-volitev. Imamo primer, recimo Estonije je zelo uspešna, tudi Švica je prišla že med to kvoto uspešnih držav, ki se e-governance sistema poslužujejo. Je pa problem v Sloveniji, se pravi tukaj varnost in pa tajnost podatkov. Ne rečem, stranke že o tem debatirajo, že o tem razmišljajo, ampak pa tudi finančni vložek. Se pravi, z digitalizacijo ti definitivno mlade pridobiš na stran, da bojo šli na volitve. Potem pa še ena stvar, izobraževalni sistem, civic education, zdaj, ko sem tako mednarodno, mi letijo besede, v slovenščini, torej državljanska vzgoja, že od malega pa potem naprej. Izobražuj, kako pomembna je. Super iztočnica za drugi del oddaje, ko boš dobil besedo, Luka. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali z debato o mladih v politiki.